Po kakšni ceni bomo z novim letom plačevali električno energijo? Regulacija, ki jo je vlada uvedla lani ob začetku energetske krize, naj bi se letos nekoliko spremenila. Ta teden naj bi vlada potrdila nov način obračuna elektrike, v katerem bo zamejila ceno 90% porabe gospodinjstva, 10% pa bi plačevali po tržni ceni. Kaj je Kobetič, kaj konkretno to pomeni, koliko više bodo od januarja položnice za elektriko? Ja, glede na to, da so tržne cene za polovico višje od reguliranih, vendarle nekoliko več. Če povprečno gospodinjstvo zdaj, ko so cene elektrike zamejene za celotno porabo, mesečno plača 70,3 evra, bi prihodnje leto brez kakršnekoli regulacije cen moralo odšteti kar 20 evrov oziroma skoraj 30% več. No, po novem sistemu regulacije pa bo povprečno gospodinjstvo od januarja za elektriko odštelo slaba 2 evra oziroma 4% več, kot plačuje trenutno, torej okoli 73 evrov. Kaj pa v primeru večjih gospodinjskih odjemalcev? 4-člansko gospodinjstvo, ki ima toplotno črpalko, je za elektriko septembra moralo odšteti nekaj manj kot 160 evrov. Brez nadaljne regulacije cen bi z novim letom na mesec morali plačati 211 evrov ali povedano drugače, kar 51 evrov več, kar bi pomenilo več kot 30% podražitev. No, po novem sistemu, torej 90% regulaciji, pa bi januarja plačali 166 evrov, torej 45 evrov manj, kot če regulacije sploh ne bi bilo, in 6 evrov več, kot plačujejo trenutno. No, ker da so razmere na trgu ugodnejše, pa medtem ne bo več regulacije cen zemeljskega plina. No, vlada naj bi edin ta nov predlog obračuna cen potrjevala v četrtek, zato pa bo iz proračuna morala nameniti od 29 do 36 milijonov evrov. Kaja, hvala.